Pozdravljeni. Danes, 17. januarja, smo lahko v italijanskem časopisu Corriere dello Sport prebrali intervju z Mariom Izolo. In ta je povedal, kako naj bi se obnašale pnevmatike Pirellija v prihajajoči sezoni 2022. Dobro nam je znano, da v prihajajoči sezoni 2022 bo Pirelli imel čisto novo tipologijo pnevmatik. Te bodo, kot vidimo na samem grafičnem prikazu, malce večjega premera in seveda tisto, kar bo najbolj očitno. Pripravljene bodo za 18-palčna platišča in ne več 13. A vsi mi navdušenci se v bistvu sprašujemo, kakšna bo razlika med tistim, kar smo videli naprimer v sezoni 2021 in tistim, kar nas čaka v sezoni 2022. Nekatere odgovore nam poda sam Mario Isola v intervjuju, ki sem ga zapazil v že prej citiranjem Corriere dello Sport. Bližnjico do originala, kot običajno, dobite v samem opisu. A vkolikor vam je italijanščina tuja, je tam tudi bližnjica do angleškega prevoda, ki sem ga dobil na spletni strani Scuderia Fans. A vseeno, vrnimo se k tistemu, kar je povedal Mario Isola in kar je pri mojem razmišljanju spodbudilo določene dvome. Mario Isola vzpostavi vsaj 4 zanimive točke. In prva je tista, ki bo zanimiva za mnoge navdušence in tudi mnoge voznike. Manj pregrevanja. Torej, pnevmatike, ki jih bomo gledali v naslednji sezoni, bodo bolj vzdržljive, kar se tiče same temperature. V smislu, da bodo vozniki lahko skozi celoten krog bolj stopili na plin. Pnevmatika ne bo šla nad tisto optimalno temperaturno območje, kar bo pomenilo več boja. Tu se lahko začnemo spraševati naslednje. Ali bodo pnevmatike res tako temperaturno stabilne, ali po drugi strani jih bo bistveno težje segreti. Namreč, ukolikor je težava v segrevanju same pnevmatike, bo težava tudi v njenem pregrevanju. Že v preteklosti smo lahko videli, da določeni bolidi so imeli kar velike težave s samim segrevanjem pnevmatik. In tu bi rad omenil naprimer ekipo Haas, kjer je bila ta napaka nekako kronična. A tu Mario Isola ne da odgovora, govori le o tem, da bodo bolidi v naslednji generaciji imeli manj težav s pregrevanjem. A sam mislim, da bo segrevanje same pnevmatike bistveno težje, kajti v naslednji sezoni bodo bolidi toliko težji, da samo segrevanje kot tako bo bistveno bolj enostavno. In če to nekako povzamemo s tistim, kar je povedal, ima nek svoj smisel. Na drugi strani Mario Isola govori, da naslednja generacija pnevmatik bo bolj predvidljiva, kar se tiče degradacije. In degradacija je znan pojav na pnevmatikah Formule 1. Namreč, ko sama pnevmatika gre čez določeno število temperaturnih ciklov, torej ko se greje ter ohladi, pa nazaj ogreje, ohladi in tako naprej, postane podobna tistemu, kar vidimo na naših osebnih avtomobilih, ko je pnevmatika stara. Tekalna površina in sama struktura pnevmatike je na prvi pogled še zmeraj v najlepši formi, a v resnici kemične spremembe na sami mešanici so naredile pnevmatiko neuporabno. In to je degradacija. In zopet smo tam, govorimo o temperaturi, namreč pri Pirelliju pravijo, da teh nihanj bo manj. Če to nekako povzamemo s tistim, kar smo povedali na prvi točki. Možno je zopet, da bodo težave s segrevanjem, kajti ukolikor veljajo zakoni termodinamike, se bodo pnevmatike na višji temperaturi
ko bo bolid vozil po ravnini, ohlajale in tu Pirelli ne more narediti ne vem kakšnih revolucij. Namreč fizikalni zakoni so nekaj, kar tudi pri Pirelliju ne morejo prilagajati lastnim potrebam. Zato lahko predpostavljamo, da bodo delovne temperature pnevmatik v bistvu nižje. Tu zopet pride Mario Isola z izjavo, ki je izjemno zanimiva. Govori o tem, da za naslednjo sezono so prilagodili nekako konstrukcijo, kar je logično, ampak tudi mešanice. In govori o tem, da bodo imeli pri ekipah Formule 1 v bistvu širše temperaturno območje na vsaki mešanici. Torej, razlika med tisto najnižjo ter najvišjo uporabno temperaturo se bo zvečala v primerjavi s tistim, kar smo videli v sezoni 2021. In to zopet govori v smeri, da bodo imeli pri določeni tipologiji pnevmatik verjetno večje težave s segrevanjem same pnevmatike na določeno temperaturo. Ne bodo toliko zvišali tiste maksimalne temperature, kot bodo nekako znižali tisto minimalno temperaturo. Namreč, ukolikor se temperatura same mešanice v pnevmatiki dvigne čez določeno mejo, pride do tako osovražene inverzne vulkanizacije, kar pripelje do drugih pojavov, kot je na primer zrnjenje ali tudi mehkurjenje. In seveda to je samo moje osebno razmišljanje. Sedaj v prid temu mojemu razmišljanju govorijo naslednje dejstva. V preteklem obdobju, in tu imamo maketo Ferrarija SF70K iz sezone 2017, so bolidi imeli dobro znane pnevmatike s 13-palčnimi platišči in seveda bistveno višjim tem bočnim delom. Se dobro spomnimo, pred začetkom same dirke so bolidi na štartno-ciljni ravnini dobesedno nihali. S tem so upogibali samo pnevmatiko in tako mehansko energijo pretvarjali v toplotno. Sedaj bo ta del pnevmatike bistveno nižji, kot smo videli na grafiki, ki jo je pripravil Pirelli. In tudi, če bo bolid nihal, ne bo imel možnosti prenosa toliko mehanske energije v toplotno, ki se bo zbirala v pnevmatiki. Torej, lahko začnemo razmišljati v tej smeri, da bodo vse pnevmatike v Formuli 1 delovale na nižji temperaturi. Tudi v tej smeri nam da Mario Isola kar dober namig. Namreč v intervjuju govori o tem, da mnoge ekipe so imele težave v Q3, medtem ko v Q1 in Q2 teh težav ni bilo. Kajti v Q3, posebej v zadnjem poizkusu, je bilo težje spraviti pnevmatiko na delovno temperaturo. In tega letos naj ne bi bilo več. Torej, sklepamo lahko, da bodo pnevmatike delovali na nižji temperaturi, čeprav bi bolidi kot taki morali pnevmatiko hitreje ogreti že zaradi višje teže. A Mario Isola nam pove še kar nekaj zanimivih zadev. Prvič govori o strategijah. In tu nam v bistvu ne pove nič novega. Namreč govori o tem, da v sezoni 2022 lahko pričakujemo strategijo, ki bo imela v večini primerov en postanek in morda tu pa tam dva postanka. In seveda, če se malo ozremo v preteklost, kaj smo pa videli v večini dirk? Strategijo z enim postankom in izjemoma dvema, kolikor ni bilo nekakih zunanjih faktorjev, varnostnih avtomobilov, padavin in še bi lahko naštevali. A seveda to gre nekako v prid razmišljanju strategov pri raznih ekipah, kjer je izguba časa v samem postanku bistveno prevelika. A pustimo sedaj to. Tu se ne bo spremenilo nič kaj takega. A Mario Isola nam je povedal še nekaj zanimivosti okrog oprijema in nove generacije bolidov.
Govori o simulacijah, ki so jih pripravili pri Pirelliju. Namreč v stari generaciji bolidov, tistih, ki smo jih gledali do sezone 2021, pravi Mario Isola, da je bolid, ki je sledil onemu spredaj, imel, ko se je približal dovolj približno, izgube 40% oprijema. Sedaj se bo ta izguba znižala na približno 10%. Konec koncev tudi sam Mario Isola pove, da to še ne pomeni avtomatsko, da bomo videli več prehitevanj. Kajti, kot je povedal na začetku, tako oni spredaj kot oni zadaj bosta lahko vozila kar nekaj krogov na polno, brez da bi imela težave s pneumatikami. In tu bi rad dodal sam še nekaj. Bolidi se prehitevajo na ravninah in ne na ovinkih, kjer je oprijem bistveni. Tam je seveda zaželeno, da ostane voznik čim bližje onemu spredaj. Ampak v izogib temu so tudi v Formuli 1 nekako uvedli sistem DRS, sistem za zmanjševanje zračnega upora, ki pride do izraza na ravninah in tudi v sezoni 2022 ga bomo videli. Torej, intervju, ki na prvi pogled nam da kar nekaj zanimivih iztočnic in zanimivo bo spremljati, kaj se bo v resnici zgodilo. Kajti, kolikor so moji dvomi upravičeni v sezoni 2022, bomo videli naprimer grelne blazine, ki bodo delovali na nižjih težavah, bi lahko v skrajnem primeru marsikatera ekipa imela težave. Težave z ogrevanjem pneumatik. A upam, da kaj takega se ne bo pripetilo, kajti to bi pomenilo popolnoma zgrešen koncept bolida zaradi neustrezne pneumatike. In tu ne gre kriviti toliko Pirelli, kot praktično veliko spremembo na vseh področjih na šasiji bolida Formule 1. A to je vse, kar sem imel zapovedati o tem zanimivem intervjuju. In priznam vam, da komaj čakam, da bom lahko na zimskih testiranjih videl, ali sem imel prav ali ne. Do tedaj pa hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.